Ubogemu slonu shujševalna kura ni šla tako od rok, kot si je želel. Namesto korenja, repe, pese, kolerabe, zelja, jabolk in pomaranč, je sladkosnednež veliko raje segal po svežem kruhu, slaščicah, lešnikih, orehih, avokadu in bananah. Ko se je sredi poletja sprehajal po mestnih ulicah, si je na vse kriplje prizadeval izogniti prodajalnem z vabljivimi živili. Obenem pa ga je neizmerno vleklo v dišečo pekarno. Ob spominu na elegantno kavarno, kjer so ga gostili kot kralja, ga je močno stisnilo pri srcu. Zdi se mi, da si se v zadnjem času spet malce zredil, je dolgonoga žirafa nekega sončnega popoldne s kritičnim očesom opazovala zavaljenega slona in se pri tem muzala nad orjakovo sladkosnednostjo. Ni bolj klavrnega bitja na tem svetu od shujšanega slona, je zamrmral debeluh, ki je bil po pravici povedano tudi sam nekoliko razočaran nad neuspehom shujševalne kure. Globoko se je zamislil, se od nog do glave premeril v kristalni gladini bližnjega ribnika in skrušeno povzel. Hujšanja sem se že pošteno naveličal. Strašen apetit imam in navsezadnje ne morem kar brezbrižno mimo svoje pekarne in slaščičarne. Ko bi vedela, kako se mi cedijo sline, če samo pomislim na vročo čokolado z dvojno porcijo stepene sladke smetane, pa na slastne krofe, buhtlje, rogljičke, potice, torte in zavitke. Kako naj po vsem tem shujšam? Seveda lahko. Kdo trdi, da slon, kakršen si ti, ne more postati vitek in eleganten? Samo potruditi se moraš. Nimaš pojma, kako si želim imeti ob sebi postavnega slona. Je sladkosnednemu sosedu zaupala dolgovratka, ki se ji nikoli ni bilo treba ubadati z odvečnimi kilogrami. Ne morem shujšati, ne, je obupaval slon. Preveč sem požrešen in razvajen. Nikar ne bodi žalosten, je skušala žirafa kar najbolj nežno potolažiti sivega orjaka. Pomagala ti bom shujšati. Kaj res? Se je navdušil slon. A boš ti jedla zelje in korenje namesto mene? To ravno ne, lahko pa ti pomagam z nasvetom. Poglej, če se že ne moreš odpovedati hrani, potem se vsaj več gibaj, pa se ne boš več tako zelo redil. Najboljše bo, da se začneš ukvarjati s športom. Športom, se je začudil slon. A si že kdaj videla slona športnika? Še ne, je vitka prijateljica zastrigla z uhljem. Zakaj pa ne bi bil prvi slon med športniki? Navsezadnje ima njegova prijateljica prav. Res bi se lahko začel ukvarjati s športom. Pozimi bi smučal in drsal, poleti bi plaval in igral tenis, ob jutrih bi tekal okrog živalskega vrta, zvečer, ko bi se na zemljo začel spuščati mrak in ne bi bil več tako na očem obiskovalcem, pa bi potelovadil v ogradi. Slednje bi pripomoglo k boljšemu spancu. Ja, res, šport je odlična ideja. Takoj jutri si bo v mestu priskrbel potrebno športno opremo.
Navdušen nad odločitvijo, se je naslednjega dne slon res podal po nakupih. Najprej se je moral posloviti od tenisa, saj ga je rdečelični prodajalec prepričal, da bi težko našel partnerja za igranje in da ni loparja na svetu, ki bi brez poškodbe prenesel slonji udarec. Tudi v bazen ga ne bi pustili, zato bi bilo iskanje ustreznih kopalk prava izguba časa. Za smučanje ni našel primernih smuči, čevljev in palic, to pa zato, ker se dotlej sloni še niso navduševali nad belim športom. Tovarne, ki bi izdelovale smučarsko opremo za slone, bi poslovale s čisto izgubo. Ko je orjak že skoraj povsem obupal in izgubil še zadnji kanček športne vneme, je v zakotni predmestni športni prodajalni naletel na par udobnih tekaških copat. Prodajalka mu jih je z veseljem zavila v vrečko. Pri krojaču je vzel mero za svilene kratke hlačke in zdaj je rabil samo še kotalke. Teh mu ni bilo težko najti in že se je nagajivo zapeljal po prodajalni. Imenitno! Je zavriskal sam pri sebi, poredno dvignil dolgi rilec in glasno zatrobil. Končno bom kotalkal, samo pomislite, prvi slon na kotalkah. Ljudje bodo umirali od radovednosti. Kdo me je naučil te vratolomne spretnosti? Doma je bila žirafa naravnost očarana nad njegovo športno opremo. Čudovit si, ga je nežno pobožala po dolgem rilcu. Pozno popoldne, ko so zadnji obiskovalci zapuščali živalski vrt in so se največji zaspanci že odpravljali k počitku, si je slon zavihtel na ramo staro oguljeno metlo in se podal k izhodu. Odložil je kotalke in začel pometati cesto. Malo pred polnočjo mu je uspelo pot do mesta očistiti najmanjšega kamna. Ni tvegal, da bi že pri prvem svojem športnem poizkusu telebnil in si potolkel kolena. Naslednjega jutra se je tako v miru odkotalkal proti mestu. Svojo športno pojavo v svilenih hlačkah je že navsezgodaj presenetil na pol speče prebivalce, ki so se motali po opravkih. Joj, je slon! Slon na kotalkah! Je, poglejte na slona, ki se zna kotalkati! So razburjeno vzklikali meščani. Slon se ni menil za opaske, marveč je kot vesten uslužbenec dostojanstveno hitel proti osrednji mestni knjigarni, kjer so otroci kar pokali od smeha. Stari knjigarnar pa je vesel domiselnosti svojega orjaškega pomočnika primaknil čedno vsotico k slonovemu običajnemu honorarju. Kako prav je imela žirafa, se je strinjal slon. Šport je res imenitna stvar. Ne samo, da bom shujšal, tudi otroci me bojo imeli raje, pa še plačo so mi povišali. Ganjen nad prijateljičinim imenitnim nasvetom, je orjak zavil v cvetličarno in kupil šopek nežno modrih spominčic. Pozno zvečer se je s šopkom v rilcu odkotalkal proti živalskemu vrtu, kjer ga je že nestrpno pričakovala dolgovrata prijateljica.